Zeleni svet na zelenem valu. Danes bomo govorili o jesenskih opravilih v sadnem in zelenjavnem vrtu. Z nami v studiu je Davor Špehar, strokovnjak z vrtnarskega spletnega portala Zeleni svet. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod Davor, trenutno je najbolj aktualno opravilo v domačem vrtu sajenje sadnega drevja in jagodičevja. Nam zaupate, katere stare sorte jablan je dobro posaditi v domač vrt? Ja, izbirate lahko med številnimi sortami. Zelo priljubljeno poletno jabolko je beličnik. Veliko ljubiteljev jabolk priseka na sorto carjevič. V vrtnarijah v tem času pa dejansko najdete tudi bobovec, krivopecel, sevniško voščenko, potem goriško sevko, mošancel, kosmač in tudi seveda številne druge stare sorte. No, jaz priporočam, da v domač sadni vrt umestite tudi novejše odporne sorte jablan, ki jih najdete tudi v vrtnem centru Kazastična v Ivančni Gorici. No, za domač vrt najbolj priporočam sajenje jablan na šibkih podlagah, se pravi M9 in pa srednje bujnih podlagah MM106. No, za obnovo travniških sadnjakov pa seveda izbiramo sorte, ki so cepljene na podlago sejanec, te so seveda višje. Podrobnejše opise vseh sadnih vrst pa najdete tudi na spletnem portalu Zeleni svet. Kako pa je s sajenjem kakija, fige in kivija? No, jesenski čas je primeren tudi za sajenje kivija, kakija in fige, no, za katere pa je seveda potrebna vsaj prva leta zaščita pred ostrim mrazom. No, te rastline brez težav zdržijo temperaturo tam od -15 do -20 stopinj Celzija. No, delna pomoč pa je seveda tudi fizična zaščita, zaščitimo jih s koruznico, belo vrtno tkanino. No, druga možnost pa je, kar je treba tudi paziti, pa sajenje kakija, kivija in fige seveda v zatišno, zaščiteno lego, to je sajenje seveda nekam ob hišo, gospodarsko poslopje, tako bo rastlina lepo zavarovana pred vetrom in prepihom. No, ob hiši pa je vedno tudi kakšno stopinjo višja temperatura, ne. Jaz dejansko priporočam, da temperaturno bolj občutljive sadne vrste, kot so kivi, kaki in pa fige, posadite ne na južno, ampak na vzhodno ali zahodno stran. To pa zato, da bo prebujanje teh sadnih vrst v spomladanskem času zaradi krajše obsedenosti s soncem bistveno poznejše. Zeleni svet na zelenem valu. Kaj ste še opazili ob ogledu vrtnih centrov in vrtnarij v tem času? Ja, jaz sem opazil bogato izbiro sort hrušk, sliv, breskev, jagodičevja in drugih manj oziroma bolj poznanih sadnih vrst. Najprej omenim asimino, ki brez težav uspeva v vsakem vrtu. Ljubitelji vsega dobrega in zdravilnega gojijo asimino na vrtovih širom sveta. No, ko enkrat okusimo asimino, je dejansko ne moremo več pozabiti, to vam tudi jaz priznam. Okus v ustih nam potegne nekako na mango, banano in pa ananas. To pa je, verjemite, kar božanski občutek. No, kot zanimivost naj povem, da imajo asimino tudi v prodajalni Kazastična v vrtnem centru Ivančna Gorica. Tam sem opazil tudi ploščato breskev in breskev odporno na breskovo oziroma listno kodrovost. Taka seveda odporna breskev pa bo obdržala liste in vas tudi v poletnem času razveselila z dobrim pridelkom. Kaj pa poleg sadnega drevja in jagodičevja trenutno še sadimo v našem vrtu? No, še vedno lahko sadimo čebulice. No, v jesenskem času jih sadimo od septembra do novembra. Upoštevati pa moramo samo to, da jih ne sadimo takrat, ko tla že zmrznejo. Se pravi, zdaj so tla še godna, primerna. Glede globine sajenja pa velja, da vsako čebulico posadimo približno 2-krat globje od njene velikosti. Se pravi, 2-krat globje od njene velikosti. No, jaz pa predlagam, da v tem jesenskem obdobju ne pozabite tudi na sajenje oziroma tudi presajanje grmovnic, vrtnic in vseh drugih rastlin, ki nam bodo pomladi, poleti in pa jeseni krasile naše gredice. Kaj pa je treba še postoriti v zelenjavnem vrtu? Je tla bolje pripraviti jeseni ali spomladi? No, v teh lepih dneh lovimo še zadnje dni za jesensko pripravo vrtnih tav. No, če gnojimo z gnojem, je tla treba obdelati že jeseni.
saj so drugače spomladi rastline na začetku vegetacije lačne. To je treba vedeti. No, vrtna tla ali zemljo lahko pred zimo pripravimo na dva načina. Nekateri so seveda zagovorniki rahljanja tal in prekopavanja. No, jaz pravim, da težka ilovna tla je vseeno pred zimo seveda dobro prekopati, lahka peščena tla pa lahko samo prerahljamo in to bo že dovolj. No, če gnojimo s kupljenimi organskimi gnojili, ki jih najdete tudi v KZ Stična prodajalna Ivančna Gorica, pa gnojimo s polovičnim odmerkom jeseni, drugo polovico pa uporabimo spomladi ob sami pripravi gredic. No, več o pravilih v zelenjavnem vrtu pred zimo pa si preberite tudi v članku in video na svetu na spletnem portalu Zeleni svet. Kako torej pravilno uporabljamo kupljena organska gnojila, ki ugodno vplivajo na rast in zdravje našega pridelka? Ja, kupljena organska gnojila največkrat oziroma jih moramo vkopati v zgornji sloj tal, tako bodo hranila vezana v tleh in seveda ne bodo izhlapevali z zrače ali pa se recimo pretirano izpirala v potalnico. To seveda velja predvsem za dušik. Spomladi ob ugodnem terminu pa bomo veselo oziroma takoj začeli s samim setvijo in pa sajenjem. Davor Špehar, hvala za obisk v studiu in koristne nasvete. Drage poslušalke in poslušalci, več o sadju in o pravilih o zelenjavnem vrtu boste izvedeli na spletnem portalu Zeleni svet in obiskom v vrtnem centru Kmetijske zadruge Stična v Ivančni Gorici. Vrtnarski pozdrav, ekipa Zelenega vala. Zeleni svet na Zelenem valu.